Gospodarska zbornica Slovenije je 10. marca 2016 v Cankarjevem domu v Ljubljani slovesno podelila slovenske gospodarske oskarje, nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Gre za najstarejša in najprestižnejša tovrstna priznanja v Sloveniji. Podeljujejo jih gospodarstvenikom, ki že vrsto let uspešno vodijo svoja podjetja. Uvodoma je nagrajence nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je med drugim dejal: Letošnji prejemniki nagrad gospodarske zbornice Slovenije so nam v tem smislu velik navdih. O problemih, ki so zanje enaki kot za vse ostale, imajo boljše rezultate. Oni imajo najboljše rezultate. Skupaj z vami ima želim čestitati kot znamenicam neke nove dobe. Tiste, ki je naslonjena na zmagovalno miselnost. 48. nagrado GZS so prejeli Borut Triplat, Alen Šinko, Sonja Šinigoj, dr. Jožica Rejec, Miran Ravter, Andrej Poklič ter Marjan Batagel, ki je kot prvi to nagrado prejel že drugič v karieri. Rdeča nit podelitve je bila formula za uspeh. In kaj so ključni faktorji njihovega poslovnega uspeha? To, da tisto, kar delaš, si moraš želiti, da boš tudi naredil. Ko sem bil mlad, sem si vedno želel, da bi povedal nekaj drugačno kot tisto, kar delajo vsi. In očitno ta formula uspeva. Uspeva tudi zaradi tega, ker imamo neko lastno prepričanje in njemu sledimo. Ker če sledimo drugim, potem tukaj ni uspeha. Biti moraš drzen, pa ne predrzen, ambiciozen, zaupati sebi, zaupati svojim sodelavcem, dobro komunicirati in pa predvsem tisto, kar govoriš, tudi početi. V prvi vrsti moji sodelavci, ki so mi inspiracija in predvsem energija, ki žene naše podjetje naprej. Ne smem pozabiti mlade sodelavce, nove moči, to so naši štipendisti, v katere vlagamo in bojo naša moč v prihodnje. Zelo pomembno razvoj novih izdelkov in predvsem nenehno nadgrajevanje obstoječega, zraven pa seveda pogum in vztrajnost. Jasna vizija, potem sodelovanje in inovativne rešitve. Trdo delo, vztrajnost in predvsem verjeti v produkt, ki ga tržimo in razvijamo, imeti rad ljudi. To je moja formula za uspeh. Vztrajnost, pošteno delo z vizijo in jasnimi cilji. Sem mnenja, da ni stvari, ki se ne da izboljšati. Svoje ideje in ideje svojih sodelavcev skušam realizirati. Z dobrimi idejami gradimo bodočnost. Ključnih elementov pravzaprav ni, za drugačnost je treba pač iz povprečja izstopiti. Treba imeti znanje, pogum, samozaupanje, malo sreče. Posebno presenečenje so bili tokrat podeljevalci iz kroga družine, prijateljev, vzornikov, nagrajencev, ki so bili razkriti šele na sami podelitvi. Povprašali smo jih, katere so po njihovem mnenju tiste lastnosti, ki najbolj odlikujejo letošnje prejemnike tako po poslovni kot osebni plati. Ja, vztrajnost in delavnost. To so dve taki stvari, ki jih ima vgrajene. Izredno pozitivna je za okolje, v kateri dela. Vztrajna, pridna, brihtna. Ja, jaz mislim, da je on človek, ki se zaveda, da mora resno, odgovorno in jasno tudi premišljeno se odločati, da lahko potem vodi in usmerja svoje sodelavce. To je izredno kvalitetni fant, pošten, odkrit, ogromno ima prijateljev, je karakter. Moram reči, da tudi pri svojih odločitvah vztraja, pozitivna oseba. Ljudje ga imajo radi, kolektiv ga ima radi, prijatelje ima s sabo, ki ga imajo izredno radi. Mislim, da so to predvsem vztrajnost, nepopustljivost in odločnost. In mislim, da če si nek cilj zastavi, da bo naredil vse, da ga bo dosegel. Je vaš vzornik? Je. Ob koncu je nagrajencem še posebej toplo čestital predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Marjan Mačkošek, leta 2012 tudi sam prejemnik tega prestižnega priznanja. Poudaril je: V Gospodarski zbornici Slovenije smo ponosni na letošnje nagrajence, zlasti zaradi bistvenih svojih. Vsakdo med njimi ima svoje formule uspeha, ki jo nenehno prilagaja razmeram na trgu, v podjetju in pa v okolici, v kateri delujejo. Vsakdo skrbi za ljudi, ki so povezani s podjetjem.
Veliko misli je bilo ob tokratni podelitvi posvečenih izobraževanju, štipendiranju, zaposlovanju in negovanju mladih talentov. Kaj pa nagrajenci sporočajo mladi generaciji? Naj vztrajajo, verjamejo vase in njihova največja naložba bo vsekakor v zdravje in znanje. Predvsem naj se izobražujejo v tistih poklicih, ki jih Slovenija dejansko potrebuje. In znotraj njih naj najdejo izpolnitev svojih želja in znanja. V času šolanja pa naj predvsem zelo veliko sodelujejo s podjetji v gospodarstvu in si skozi to pridobijo znanje in izkušnje. Predvsem to, da svoje sanje in svoje ideje udejanijo, da se ne ustrašijo izzivov in tudi ne zaprek, ampak da grejo naprej. Ja, treba si je upati, potrebno je poiskati pravo pot, vedeti, da ta pot ni vedno naravnost, ni vedno navzgor in da je možnih več poti. In zagotovo, če ne okusiš grenkobe poraza, ne okusiš sladkobe zmage in pa uspeha. Veliko mladostne energije, entuziazem, poskus in upati v lepo bodočnost. Ko sem bil prvič nagrajenec, sem imel samo upanje. In od takrat do danes, to je 15 let, ohranjam to upanje. In če mladi ne bodo imeli upanja, da lahko uspejo, potem je tako, kot če bi človeku iztrgal dušo. In v poslovnem svetu ni nič drugače. Vedno moraš upati, da boš uspel. Predvsem ne čakajte na pomoč, tista navadno pride prepozno. Zaupajte vase, pejte naprej.